V tem studiu pozdravljam tudi Evo Boto. Eva, pozdravljena. Zdravo, zdaj moram reči dober dan. Ne? Dober dan in en aplavz zate, da ti je uspelo. Hvala. Da si se prebudila, rekla si, da ti je zgodaj še ob 12. Ne, ne mislim, mojim glasilkam je zgodaj. Okay, na splošno pa si jutranja oseba? Ne, okay. Dobro, ne. To smo rešili, ampak si se ogrela, tako da boš nekaj zapela. Ja, bom z veseljem. Prihajaš morda sončnih krajev? Ne, ravno sem prej Janez v svojemu kitaristu nekaj dan z mano. Zdravo, sem rekla, v Mariboru sva, sonce je valjda končno. Ne, iz meglene Ljubljane smo prišli na sonce. Ja, imamo zdaj že nekaj dni tako, to nizko oblačnost, pa to pa malo 2 stopinji, pa 3, pa tak, precej tečno. Ampak se je pokazalo sonce prej zunaj in sem bila prav vesela, ker ne vidimo tega dosti pogosto v Ljubljani. Verjamem. Ok, Eva, kaj se trenutno dogaja v tvojem življenju, zdaj razen singla, ki si ga prišla predstaviti, to bomo slišali, ne vem, imaš novega hišnega ljubljenčka, ne, to še zmeri isti. Ne, študirala sem pa v Mariboru, evo, to sem kar neki let živela tu. Pa sem malo zbežala, malo mi je sicer žal, ker to sonce res pogrešam, ne? Ja. Ampak kaj je novega? V bistvu se zelo dogaja veliko zdaj v tem času, koncertiramo, zdaj smo ravno v tej fazi, ki smo imeli ravno 2 dni nazaj v Celju, odličen koncert, pa zdaj bomo na Ptuju, evo, jutr pa po jutršnjem. Ja, še je kakšna karta? Ne. Oziroma ne, po mojem mislim, da par tistih samskih, ne, je mislim, da še ostalo, tako da, gled, če je še kdo, mislim, da je nekih 3-4, da so ostale nekje po dvorani. Ampak načeloma pa razprodano, super, oba dva, ja, zelo sem vesela. Lani smo bili oba dneva, letos tudi v Mariboru, evo, zelo fajn publika, no, na tem štajerskem koncu. Krasno. Eva, single, jaz sem malo prebral tam, Ljubezni dajva krila. Kaj si prebral? Mene zanima, kaj si prebral. Ja, ne, zdaj moraš ti povedati. Ampak ko sem prebral naslov, se mi je zdelo, ok, to lahko ima več pomenov. Kaj tebi pomeni ta naslov, iz česa izhaja? Ljubezni dajva krila, v bistvu, da daš priložnost novi ljubezni, ker ta pesem je bila napisana po razhodu iz dolgoletne veze in pač a veš, je težko mogoče, ker se sooča človek z neko bolečino po razhodu, takrat težko verjameš, da boš še na novo lahko... Takrat je vse črno. A veš, ja, sveda, in dovoliti si dati strahove na stran, zidove na stran in spet začutiti in dati ljubezni krila in si dovoliti, a veš. Ok, ker jaz, ko sem prebral, pa prvo, kar mi je padlo na pamet, je, da sta dva skupaj in daš ljubezni krila in odleti, stran. Vidiš, pač tudi to je ta... Itak čar tega, ko napišeš pesem, je to, da jo vsak človek, vsak posameznik na svoj način interpretira in začuti in doživi. Ok, Eva, jaz predlagam, glede na to, da imaš Janeza zraven, ki že čaka tam, pa si nekaj brenka v slušalke, da zaigrata, ne? Torej, Ljubezni dajva krila, v živo in premierno tudi na Totem Radio, Eva Boto in Janez. Bom probala, če bo šlo, veš, zdaj sem še malo. Gledam ogledalo, a ne vidim, srce mi govori, a ga ne slišim. Sprašujem se, kdaj sem izgubila se. Preveč noči v sebi sem jokala, trdno kot drevo v nevihti stala in upala na naju dva. Pusti me, odhajam, pusti mi, da sanjam. Veš, se mine, le spomine zdaj imava. Veš, da nisva kriva, strahove zdaj pustiva, vsak po svoje. Ljubezni dajva krila, morda nekoč oba bova dojela, da sem šla, da znova bi živela. Oprosti mi, želela nisem, da boli. Pusti me, odhajam,
pusti mi da sanjam. Veš, se mine, le spomine zdaj imava. Veš, da nisva kriva, strahove zdaj pustiva, vsak po svoje. Ljubezni dajva krila. Pusti me, odhajam, pusti mi, da sanjam, vsak po svoje. Ljubezni dajva krila. Wow. Eva, če bi znal žvižgati, ful močno bi ti zdaj ful žvižgal. Ne gre. Bravo, pridi še malo nazaj. Eva Boto torej je v totem studiu Ljubezni dajva krila premierno na totem radiju, tudi Janez je zraven, ki je zaigral na kitaro. Jaz tako bom rekel, ne? Eno je, ko ti poslušaš sproducirano glasbo recimo na Spotify. Ali pa si daš doma na YouTubeu ali pa nekaj, poslušaš na zvočnike ali pa hodiš v službo in poslušaš na slušalke. Tretje, ki pa je zelo redko in ne morejo si dosti ljudi tega privoščiti, recimo mi na radiju, da poslušamo v živo na slušalke. In to je nekaj vrhunskega, jaz sem zelo užival zdaj v tej skladbi in vokalu, tako da res kapo dol in poklon. To je vedno veš drugače, to je tudi na koncertih, a veš, začutiš človeka, začutiš pevca, ki zapoje. Lahko mogoče narediš kdaj tisto, silent disco varianto, da daš vsem slušalke. Ne, bi bilo super. Moje bi bilo kar dobra izkušnja. Mislim, da bi zapalilo. Če bom kdaj to idejo ukrala, pa bo še dodel od tebe. Samo napiši spodaj nekje, to ti radio. Hvala, Marko. Tako, evo, rešeno. Pesem odlična itak, sem pa preveril tudi video spot nekje na obali. Ste snemali? V bistvu na 2 lokacijah. Prvo je bil Motovun, Istra. Res prekrasen ambient, pa seveda potem tudi Tartini, gledališče v Piranu. In se mi zdi, da zajame te emocije, ki jih ima pesem. Veš, ni neke pretirane zgodbe v videospotu, ampak smo res želeli samo te občutke prikazati. In se mi zdi, da zna to tudi lokacija dosti da velik pečat. In koliko časa to vzame nekaj tega, ker ni zdaj, da imate neki CGI not pa avto, ki eksplodira pa nekaj? Ta nam je kar v bistvu pa zelo, če pogledamo, zelo simpel v smislu, ni toliko zgodbe oziroma ni toliko zahteven režijsko, ampak je vseeno zelo cel dan. Smo zjutraj začeli pa končali pozno zvečer, Ampak rezultat je tukaj. Ja, itak, ful sem vesela, zelo sem zadovoljna, kako smo z ekipo to zapakirali. Kaj me še zanima, ko sem prebiral ta mail, torej, kjer je vse opisano o tvoji skladbi, si imela kdaj kakšne težave s tem, ker ta skladba je precej osebna, torej osebno izpovedna tudi. Si imela težave s tem, jaz bom vse to dala ven, jaz bom zdaj to zapela. Ali si razmišljala, bi rajši pustila na papirju, si pojem doma pod tušem, pa je to dovolj, ali kak? Zanimivo je to, ker namreč to je zdaj moja druga pesem, ki sem jo čisto v celoti napisala sama, kar pomeni, da je avtorska moja v celoti. In je tudi moja najbolj osebna zgodba in pač je bil ta mogoče strah prisotno v smislu, zdaj bom celo svojo dušo razgalila pred vsemi, ker je res, da jaz v javnosti ne govorim kaj dosti veliko o svojem zasebnem življenju, o svojem ljubezenskem življenju, ko se mi zdi, da vseeno to nekaj mojega, to posebnega, intimnega in in nekako pa pol kar naenkrat pa jim vse poveš v bistvu v svojih občutkih. Ampak skozi glasbo je tudi drugače. Pa vse to je v bistvu na nek način ta moj filter in sem vesela, da je glasba moj ventil in takoj, ko sem jo napisala, sem vedela, da želim deliti z ostalimi, ker
se mi zdi, da gremo itak vsi v življenju, vsaj enkrat skozi te občutke. Ma mogoče ne razhoda kakorkoli, skratka vsako v neki svoji situaciji in sem videla to sploh po izidu, po odzivih, da ni to samo moje, ampak je to od vseh nas. Da se ljudje najdejo in potem je lažje njim in tebi, verjetno. Ja, v bistvu, meni v bistvu neka potrditev malo, ki jo malo glasbeniki malo rabimo, hočemo slišati, hočemo začutiti od ljudi, njim pa seveda lahko tudi neka velika terapija. Sej tudi meni je terapija glasba, ampak ko vidiš, da se pa dotakne še tvoje publike, pa še to klepšne. Fantastično. Ja. In kaj zdaj to pomeni? Torej druga avtorska skladba bo še 3., 4., 5., 11. in potem album? Ali... Ja, delamo. Mislim, vem, da si izdala 2019 prvega, lani drugega, zdaj bo 5 let, ali ne? Mislim, če bo vse po planu, bo naslednje leto proti koncu leta ali pa potem začetku 2027, bo pa, sem ravno prej smo se pogovarjali, sem rekel, tale naslednji album bodo same moje avtorske pesmi. Kar je v bistvu zelo velik korak zame, ker veš, pred 13 leti, ko sem začela, takrat si niti sanjala, mislim, lahko bi sem sanjala o tem, da bi si sama se pisala komade, ne? Ne, si rabila ta čas, te izkušnje, vse to in si se zdaj našla lepo miro. Življenje se zgodi, ne? Evo, pa je minilo vmes 13 let, ne? Ja. Eva, hvala lepa, preden greš, oziroma to še koncerte, torej smo rekli razprodano, 2 koncerta na Ptuju sta razprodana, kaj pa potem, si še kje kaj? Čak, malo, Janez, kje smo pa? Decembra? Je pa res, da v decembru vsako leto pripravimo tradicionalen koncert na Koroškem, v mojem domačem kraju. Logično. Seveda, in tudi letos bo 21. decembra, se ful veselim, ker to je zmeri najtežji koncert vsako leto, ampak hkrati res najlepši, ker je med tvojimi domačimi. Ne? Tam so največji kritiki, tudi največji podporniki. Ja, seveda, med njimi seveda moja ata pa mama, ne, kaj drugega, pač to je vedno, veš. Ja, gledam te, tam si zafušen. Kje si, da nisi spet bosa, veš, to je spet, to je vedno. Ne se zuva, da se už prehladila. Ok, torej, če najprej 21. na Koroškem. Ja, sej imamo pa drugače kar neki prižiglučk po Sloveniji od Kranjske gore. Verjamem, da imaš družbena omrežja in lahko ljudje pogledajo. Ja, no, vse to. Evo, to smo rešili. Hvala lepa, Eva, za obisk. Preden se odpravita, tukaj še eno darilo od nas. Mi smo edini radio na svetu, ki ima svojo zobno ščetko. Super, hvala. Kaj si nismo prala zob dan zjutraj? Ne, to ni noben namig, samo je pač tako unikatno darilo, ki verjamem, da še nista nikjer dobila. Nisva, hvala. Lahko imaš za spomin, lahko uporabiš po želji. Eva, hvala lepa, Janez, tudi tebi, da sta prišla na naš konec, naš studio. Pa prvič, prosim, lepo upam, da ne zadnjič. Ja, upam, da ne, no, vabljena. Še nazaj. Ljubezni dajva krila. Torej, Eva Boto, preverite še video spot. Hvala lepa, Eva. Hvala vam. Adijo.